Pozdravljeni. V sezoni 2026 bomo priča paradoksalni situaciji. Namreč imeli bomo dva prava nemška konstruktorja, ampak po drugi strani verjetno ne bomo videli nobenega prvovrstnega nemškega voznika na štartnem razporedu in po drugi strani ni nobenih signalov, da bi priredili veliko nagrado Nemčije ali pa kakšno drugo dirko na njihovem teritoriju. Lahko bi dejali, da po eni strani z vstopom Audija bo Nemčija izjemno močno zastopana na tisti konstruktorski strani. Ampak, če pogledamo, kaj kaže na vozniški strani, bomo takoj ugotovili, da pravzaprav v manjših kategorijah Nemcev pravzaprav ni. Po drugi strani na štartnem razporedu sezone 2024 bomo imeli samo Nika Hülkenberga, ki zagotovo ni material za bodočega svetovnega prvaka. Namreč Niko v svoji dokaj dolgi karieri zaenkrat še ni dosegel zmagovalnega odra na dirkah za svetovno prvenstvo Formulo 1. In imamo še rezervo pri tovarniški ekipi Mercedes, Mika Schumacherja, ki je pa že dokazal, da nima tisto nekaj več, kar bi ga lahko v bližnji prihodnosti uvrstilo tam zgoraj med one najboljše. In situacija je več kot zanimiva tudi z tiste druge plati, namreč že kar nekaj let, točneje od sezone 2020 na nemških tleh ni organizirane dirke za veliko nagrado. Seveda, leto poprej smo videli zadnjo veliko nagrado Nemčije in na to zaradi covida tisto veliko nagrado Eiffla. A v Nemčiji imajo infrastrukturo, ki verjetno potrebuje kakšno posodobitev, ampak je. Tudi z organizacijo imajo verjetno več izkušenj, kot smo videli naprimer na veliki nagradi Las Vegasa. Nekaj takega z jaškom v Nemčiji se po mojem osebnem mnenju ne bi zgodilo. Sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj je Formula 1 zanimiva za nemške konstruktorje, kar se tiče publike pa kot da ne znajo več privabiti množic. Ne smemo pozabiti na neko pomembno dejstvo. Če pogledamo samo Formulo 1 v tem tisočletju, bomo ugotovili, da nemški vozniki oziroma vozniki z nemško licenco so osvojili kar 10 naslovov. Od leta 2000 pa do konca sezone 2023. Govorimo o 5 naslovih Michaela Schumacherja, o 4 naslovih Sebastiana Vettela in o enem naslovu Nika Rosberga. In sedaj bi lahko dejali, da pravzaprav večino lovorik so pobrali Nemci. A pravzaprav danes o njih ni ne duha, ne sluha. Je možno, da pravzaprav tisti potencial talentov se je nekako izrabil, da nimajo sedaj v tem trenutku nekoga, ki bi lahko nadaljeval ta trend, kar je seveda možno, ampak po drugi strani ne vidimo v nižjih kategorijah niti tistih slabših voznikov, ki bi lahko prišli v ekipe tam sredine lestvice in nadaljevali s to imenujemo jo tradicijo. Kot sem že omenil, Nico Hülkenberg bo verjetno v naslednji sezoni ali dve zopet izgubil sedež, kot se je že zgodilo. A po drugi strani se moramo zavedati, da morda je bila publika malce razvajena. Z zaporednimi zmagami, naprimer Schumacherja in tudi Vettela,
so nekako prišli do spoznanja, da pravzaprav Nemec ali je tam zgoraj, ali pa ga praktično ni. In v trenutku, ko niso imeli tistega junaka, tistega zmagovalca, tistega dominatorja, so izgubili zaupanje. Sam takim sledilcem ne pravim navdušenci, kajti pravi navdušenec, še posebej pravi navijač, se pokaže v tistih slabših trenutkih, ko ekipi, vozniku ne gre najbolje. In tu se moramo zavedati še nekega dejstva. Morda kdo misli, da pravzaprav organizacija dirke za veliko nagrado mora prinašati dobiček. In tu v današnjem času se ne morem strinjati z vami. Naprimer, druga dirka v Italiji, velika nagrada Emilia Romagna, je organizirana s pomočjo same regije Emilia Romagna oziroma italijanske države. Vlagajo določeno število sredstev v samo organizacijo, ker z davki, ki jih poberejo od sekundarnih prodaj, praktično nadomestijo vse tisto, kar so dali za dirko, oziroma poberejo še več. Namreč gledalci, ki pridejo na dirko, ne porabijo denarja samo za vstopnice, temveč mnogi se ustavijo v prenočiščih, v hotelih, seveda se prehranjujejo v raznih restavracijah, ker pridejo v Italijo, ostanejo nekaj dni in seveda trošijo denar, kar pomeni nov priliv davkov. Nekaj, kar v Nemčiji izgleda, da ne znajo izkoristiti oziroma nočejo videti. A tu se moramo zavedati, da če velik konstruktor vidi priložnost v Formuli 1, običajno daje tudi možnost svojim nacionalnim voznikom, da bi se izkazali. Spomnimo se, ko je Mercedes prišel v Formulo 1, je v svoji prvi sezoni imel že prej omenjenega Michaela Schumacherja in tudi prej omenjenega Nika Rosberga. Torej, dva Nemca, ki sta nekako prikazovala preteklost in prihodnost v tistem trenutku nemškega motošporta v Formuli 1. Kar je bilo zanimivo, ampak kaj bo storil Audi? Bo imel sploh priložnost izbirati kakšnega potencialno dobrega nemškega voznika, ali bo posadil na sedež nekoga samo zato, ker je Nemec? Ne vem. A zanimivo bi bilo videti, zakaj pravzaprav nihče noče organizirati dirko za veliko nagrado. Če se spomnimo v času Michaela Schumacherja, torej v 90-ih letih prejšnjega stoletja in prvem desetletju tega, smo imeli v Nemčiji tudi po dve dirki za veliko nagrado. Veliko nagrado Nemčije in veliko nagrado Evrope. Kar je pravzaprav zanimivo takrat toliko, sedaj pa nič. A izgleda, da pravzaprav tudi mediji so naredili premalo za dvig tiste kulture motošporta. Raje kot to so šli s tokom in poveličevali junake, ustvarjali heroje, nekako se predajali vzdušju zmag in v trenutku, ko tega ni bilo več, so vsi enostavno izginili. A kot običajno, moje osebne videnje, moje mnenje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.